Na pisarno novinarske agencije Afghan Voice in na sosednji šiitski kulturni center v glavnem mestu Kabul je prišlo do samomorilskega napada. Predstavnik ministrstva za notranje zadeve Nasrat Rahimi je dejal, da je bilo najmanj 40 ljudi ubitih in več kot 30 ranjenih. Napad se je zgodil med razpravo ob obletnici sovjetske invazije na sunitsko večino v Afganistanu. Sayed Abbas Hussaini, ki je novinar v agenciji, ki je bila tarča napada, je dejal, da je bilo slišati več kot eno eksplozijo. Disneyland v Kaliforniji je bil v sredo brez električne energije. V bližini Toontowna in Fantasylanda je prišlo do prekinitve električne energije. V parku si prizadevajo, da bodo napako čim prej odpravili. Nekatere naprave, ki niso bile priklopljene na enako električno napajanje, so še vedno obratovale. V mestu Harbin na severovzhodu Kitajske so odprli 30. mednarodno umetnostno razstavo snežnih kipov. Osrednja skulptura je ponazarjala zimske olimpijske igre leta 2022. Skulptura je dolga skoraj 300 metrov, njena višina pa celih 35 metrov. Izdelana je iz 60 tisoč kubičnih metrov umetnega snega. Na tem snežnem kipu je delalo 500 obrtnikov, ki so dnevno delali 8 do 9 ur na temperaturi 20 stopinj pod ničlo. Njihove roke so ustvarile čudovito mojstrovino. Če imate čas in denar za letalsko karto, se splača odpeljati na drug konec sveta pogledat snežne kipe. Prebivalci Minnesote in Pensilvanije so vsak po svoje in vsak na svoj način izkoristili snežno nevihto. Skakanje v sneg goli ali pa oblečeni, morda tudi nadležno kidanje snega. Predvsem pa otroško veselje tudi pri malo starejših ljudeh. Nevihta je za seboj pustila več kot 165 centimetrov snega. Oblasti so razglasile izredne razmere.